Donald Trump bo prej ali slej zapustil politični oder. Običajno se to zgodi ameriškim predsednikom po drugem mandatu, a tudi če bi želel ostati še malo dlje, je malo verjetno, da bi to trajalo dolgo. Tako zaradi njegove starosti, kot tudi zaradi dejstva, da mlajši voditelji komaj čakajo, da stopijo v ospredje. Tako se povsem naravno poraja vprašanje, kaj se bo zgodilo z gibanjem, ki ga je ustvaril, znanim kot Trumpizem ali preprosto MAGA, Make America Great Again. Kratek odgovor, MAGA bo ostala in preživela svojega ideološkega očeta. MAGA je postala močna sila, ki preoblikuje ameriško politiko in pošilja tresljaje skozi ves svetovni red. Ampak kaj MAGA sploh je, od kod izvira in morda najpomembnejše vprašanje od vseh, ali lahko svet preživi ameriško krizo, iz katere se je MAGA rodila? Poglejmo. V svojem bistvu MAGA poganjajo regije, ki so stale zadaj. Beli delavski razred v zaprtih tovarnah Rust Belta. Propadajoča majhna mesta podeželske Amerike in delavske skupnosti, ki se počutijo spregledane strani globalnih elit. Gre za zamiro, ekonomsko bolečino, pomešano s kulturno jezo in gorečim občutkom, da Washington za njih ne skrbi. Ampak zakaj je to gibanje čustveno tako močno? Ker ne gre le za delovna mesta ali trgovinske sporazume, gre za identiteto, pripadnost in strah pred izginotim v spreminjajočem se svetu. Religija igra ogromno vlogo. Evangelijski kristjani so hrbtenica gibanja MAGA. Politiko vidijo kot boj med dobrim in zlim. Za mnoge so politični boji glede splava, družinskih vrednot in verske svobode eksistenčne narave. A zdaj se dogaja nekaj novega. Podpredsednik J.D. Vance, ki očitno goji ambicije za naslednje predsedništvo, je prestopil v katolicizem in sprejel to, kar imenujejo konservativizem skupnega dobrega. To je vizija, ki je nacionalistična, tradicionalna, a hkrati podpira uporabo državne moči za zaščito delavskih družin. Zakaj je to pomembno? Ker se MAGA razvija. Ni več zgolj gibanje, ki ga poganja jeza, postaja ideologija z intelektualnimi koreninami. In to bi jo lahko naredilo še bolj vzdržno v prihodnjih letih. Toda MAGA ni zgolj ekonomija ali religija. Poganjajo tudi oster boj glede identitete, migracije, rasa, spol. Te kulturne vojne poglabljajo občutek krivice, pretvarjajo politične razprave v moralne bitke. In tu se skriva resnična nevarnost. Ko politika postane namreč moralna vojna, je iskanje dvostranskega kompromisa izjemno težko, če ne celo nemogoče. Je to razlog, zakaj se Amerika zdi tako brezupno razdeljena? Dva nova voditelja oblikujeta prihodnost MAGA. Zunanji minister Marco Rubio, tradicionalni konzervativec, oster v zunanji politiki, še vedno pa naklonjen poslovnemu svetu in udobno deluje znotraj stare republikanske stranke. In J.D. Vance, populist, ki zahteva carine, industrijsko politiko in manj globalnih povezav in globoko nezaupljiv do starih ameriških institucij. Oba si lastita Trumpovo dediščino, a ponujata zelo različni viziji, kako uresničevati moč. Torej, kdo bo definiral MAGA v obdobju po Trumpu? Uveljavljeni konservativec ali ekonomski nacionalist? Na sceno stopi Elon Musk. Nekoč zaveznik MAGA se je Musk zdaj od nje odcepil in lansiral svojo politično znamko America Party. Obljublja, da bo Ameriki vrnil svobodo, a tvega, da bo razdelil konzervativne volivce in v prihodnje vrgel volitve v kaos. In Trumpov odziv? Musk je označil za zmešanega. Najprej se velja zapomniti, da se v današnji politiki zavezniki in sovražniki menjajo čez noč. Prijatelji postanejo sovražniki, prav tako hitro sovražniki, spet prijatelji. Kljub temu so napetosti globoke. Milijarderja, kot sta Peter Thiel in Musk, sta nekoč finančno podpirali kandidate MAGA. Musk je za zdaj iz igre, medtem ko Thiel, s katerim sta bila skupaj v PayPal mafiji, še vedno tiho stoji za svojo najboljšo politično investicijo, J.D. Vanceom. Thiel, za razliko od Muska, raje ostaja v ozadju in vodi svoje donosne posle z vlado, med katerimi je njegov najbolj znan adut Palantir, veliko podjetje za analizo podatkov. In Vanceeva pozicija? Kritizira tehnološke gigante, a še vedno sprejema milijone dolarjev od donatorjev. Je to protislovje ali pa morda preudarna strategija, da združi populistične volivce in tehnološke elite? Medtem se MAGA pripravlja na dolgotrajni boj. Projekt Heritage Foundation, imenovan Project 2025, je obsežen načrt. Zahteva čistke med zveznimi uradniki, koncentracijo predsedniške moči in odpravo desetletij starih predpisov. Točno to, kar se dogaja že danes. Torej, če bi Trump izginil iz prizorišča, se te institucije pripravljene ohraniti vizijo MAGA. Je torej MAGA zdaj že večja od Trumpa samega?
Eno od velikih načrt MAGA so univerze. Zvezne države sprejmejo zakone, ki prepovedujejo programe raznolikosti, omejujejo, kako se lahko poučujejo rasa, spol in celo podnebne spremembe. In tu se verjetno ne bo ustavilo. Govori se o rezanju sredstev za raziskave na področju podnebnih sprememb, javnega zdravja in celo umetne inteligence. A zakaj napadati univerze in znanost? Ker univerze za bazo MAGA simbolizirajo elitizem, veljajo za kraje, kjer se gojijo liberalne ideje in utišajo konzervativni glasovi. Ampak tu je ironija. Amerika tvega, da izgubi svoj primat kot svetovna znanstvena velesila. Kako lahko ZDA tekmujejo s Kitajsko, če spodkopavajo lastne raziskave in inovacije? Danes je Amerika bolj razdeljena kot kdajkoli prej. Rdeči proti modri, mesta proti podeželju. To ni več samo politika, to je postalo plemensko vojskovanje. Ste vedeli, da po raziskavi Univerze v Kaliforniji Davis iz leta 2023 skoraj 14% Američanov pričakuje državljansko vojno v svojem življenju, medtem ko 7% upravičuje uporabo nasilja za dosego političnih ciljev? Upoštevajte, da 7% prebivalstva ZDA pomeni skoraj 25 milijonov ljudi. Politično nasilje narašča. Od napada na Kapitol do načrtov za atentate na izvoljene predstavnike, kot je bil razkrit leta 2020 proti demokratski guvernerki Michigana Gretchen Whitmer, močan primer domačega terorizma v dobi MAGA. Torej se pojavlja vprašanje, ali lahko demokracija preživi, če se sosedi začnejo gledati kot sovražniki? Ta kaos doma ima globalno geopolitično ceno. Medtem ko Združene države razkazujejo mišice s carinami in vojaškimi grožnjami, izgubljajo bitko za srca ljudi. Njihova globalna mehka moč, za katero so se desetletja nanašale za upravičevanje svojega vpliva in doseganje ciljev brez nujne uporabe vojske, močno peša. In ne pozabimo, niti Združene države Amerike nimajo dovolj virov, da bi lahko imele vojake povsod, kjer bi si to želele. Kljub temu pa je boj za mehko moč dobil nov zasuk. Sovjetski stil aktivnega delovanja za preoblikovanje politične krajine ne le sovražnikov, ampak tudi zaveznikov. Idejo o menjavi režimov, kot smo jo videli v državah, kot sta Irak in Afganistan v času George W. Busha, je nadomestila nova, milejša, a nič manj dinamična strategija. Vplivanje na politiko zavezniških držav z namenom spodbujanja suverenističnih, protimigracijskih, verskih, konzervativnih ter včasih odkrito nacionalističnih ali celo rasističnih desničarskih gibanj. Naprimer strank, kot sta Alternative für Deutschland v Nemčiji ali Rassemblement National v Franciji. V začetku letošnjega leta je Elon Musk tweetnil, da bi morala Evropa Make Europe Great Again, oziroma mega, torej spet postati velika, tako kot ZDA. Čeprav Musk ni napovedal organiziranega političnega gibanja, nekateri komentatorji in desničarji so razumeli politično sporočilo kot spodbudo za suverenistične in nacionalistične politike po celini. To je sprožilo spekulacije, ali bi lahko ameriška desnica želela oslabiti Evropsko unijo in izvajati strategijo del in vladaj preko bilateralnih povezav. Center za raziskave Pew Research Center kaže, da je priljubljenost ZDA v številnih zavezniških državah od začetka Bidenova obdobja znatno padla, predvsem zaradi skrbi glede politične nestabilnosti in razkola. Medtem se podoba Kitajske dviguje, saj se predstavlja kot stabilna in učinkovita sila. Ampak tukaj je resnični preobrat. Veliki del ameriške imperialne zunanje politike ni nič novega. Desetletja je Washington oblikoval režime, izvajal tajne operacije in uporabljal gospodarski pritisk za oblikovanje sveta. Razlika v času Trumpa in MAGA, zavesa je padla. Zdaj so surovi izračuni moči izpostavljeni vsem na očem in svetovni javnosti to ni všeč. Trump ni izumil ameriške politike moči, samo poskrbel je, da je nihče več ne more skriti. Torej, ali je ameriško prizadevanje za transparentnost prišlo na račun njene globalne verodostojnosti? Kitajska in druge države BRICS vstopajo v prazen prostor. Peking sporoča svetu: poglejte, kako razdeljena in kaotična je ameriška demokracija. Mi pa, nasprotno, ponujamo stabilnost in blaginjo. In vedno bolj države v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki poslušajo. Kitajska pobuda Belt and Road, njene tehnološke naložbe in diplomatski prodori imajo sam cilj: zamenjati ameriško vodstvo s kitajskim modelom upravljanja. Bo Amerika ostala delujoča liberalna demokracija ali še globje zabredla v kaos in s tem dala tekmec, kot so Kitajska, Rusija ali Indija, priložnost za preoblikovanje svetovnega reda? Zato vas tokrat zapuščam z enim vprašanjem. Če se Amerika ne more pozdraviti sama, se lahko svet pozdravi po ameriški krizi?